Najlepša hvala. Upam, da se me sliši tudi zadnji. Ja, kot je bilo povedano, gre v bistvu za reciklirano predavanje, ki pa sem ga vsem malce nadgradil, predvsem s fotografskim gradivom iz arhiva, ki je bilo najdeno, popisano in potem tudi poskenirano v zadnjih 2-3 letih. Tako da vsem bo nekaj novega, če ste slučajno bili takrat na tistem predavanju, boste tudi danes slišali nekaj in videli nekaj novega. Tako da najbolj, da bi začeli kar na začetku in sicer o sami Rupnikovi liniji. Bolj nasplošno o utrjevanju Kraljevine Jugoslavije. Ideja, tako kot v ostalih evropskih državah, je zaživela kmalu po prvi svetovni vojni. Resni so se s tem začeli ukvarjati v letih 27 do 29, ampak po naši dobri stari navadi smo rabili kar 10 let, da se je od idej premaknili k dejanjem. In v bistvu z letom 38 se ustanovi štab za utrjevanje, ki ga vodi general Rupnik. Tako da, če nekako probamo zamejiti utrjevanje, gradnja same linije oziroma to, kot so takrat rekli, fronte, je potekala od leta 38 do samega napada na Kraljevino Jugoslavijo v aprilski vojni. Potekala je pa marsikje drugje kot samo v Sloveniji, kar bomo tudi si povedali v nadaljevanju. Ampak skratka, ta projekt utrjevanja zahodne fronte, severne fronte proti Nemčiji po priključitvi Avstrije, vse to nekako na našem prostoru dobi že pred drugo svetovno vojno vzdevek Rupnikove linije. In kot tazga bo tudi uporabil v sami predstavitvi. Ko se je začel projekt gradnje, je kar naenkrat prišlo do zelo velikih težav. Največji je bil predvsem to, da se je Jugoslavija bila čedalje bolj diplomatsko obkrožena z neprijateljskimi državami in posledično to pomeni druge fronte. Prva je bila, prioriteta je bila seveda proti Italiji, zahodna fronta, ampak to se razširi na severno front Nemčiji, kot smo omenili, in kasneje, po letu 1939, tudi na ostale meje Jugoslavije, proti Madžarski, proti Bolgariji in tako dalje. Jugoslavijo je njen plan, po katerem bi Rupnikovo linijo pripravila do leta 1946, definitivno prehitel po vozu. In to so hoteli rešiti tako, da so drastično poenostavili načrte, opustili največje prvotne zamisli o kopiranju francosko-čeških utrt. To imamo na primer v Sloveniji, Goli vrh in tako dalje. In pa nadomestili so to vse nadomestili množico, kupico enostavnejših, preprostejših objektov v večjih linijah in vse to je naj bi tvoril nek obrambni pas, ki bi upočasnil nasprotnika toliko časa, da bi se izvedla splošna mobilizacija, da bi se vojska pripravila in vsekakor ni bil mišljen niti, da bi na njem potekala bodoča fronta, ampak je bil že od samega začetka zasnovan tako, da slej ko prej pade, ideja je bila, da zadrži vsaj kakšne tedne nasprotnika. Ni čudno, da je višja gradbene dejavnosti ravno v prehodu iz leta 40 na 41. Vse te letnice želim uporabiti predvsem zaradi tega, da se nekako na koncu predavanja res vidimo, koliko kratek pojav je bila Rupnikova linija v njeni aktivni fazi, torej gradnji, uporabi in tudi na zadnjem italijanskem uničevanju, kajti to veliko povleče tudi za sabo, koliko je ostalo v spominu lokalnega prebivalstva. Toliko zelo na kratko o nekih okoliščinah nastanka, zdaj pa seveda težko govorimo o uničevanju objektov, če ne vemo, kakšni te objekti so, tako da zelo na hitro bi šli skozi tipologijo. Prva velika skupina so objekti ukrepljene poljske fortifikacije, tehničen naziv. In v bistvu na prvi primer je Puškovo mitralješko gnezdo, to je najbolj preprosta iznajdba same Rupnikove linije. V bistvu ni nič drugega kot betonska kocka s 3 strelnimi linami, torej frontalno, levo in desno. Nekatere so bile kvalitetno izdelane, nekatere malo manj, nekatere danes, bolj kot ne samo pogledaš, da že malo zgodnije začne padati beton. Za njih je značilno debelina stene okoli 20 cm, zelo malo železa, nekako
gradbena ekipa 8 ljudi bi to morala zgraditi v 1 do 2 dnevih in za njih je vedno značilno, da se pojavljajo vsaj v 2 do 3 pasovih in največ jih je ravno v Sloveniji. Drug objekt, ki je praktično nosilec obrambne linije pri nas in tudi proti madžarski meji, potem dol proti Srbiji seveda, so mitralješka gnezda. Za njih je že značilno to, da imajo železne ščite, torej varovalne plošče, vidimo tukaj na levi strani fotografij, in pa imajo debelinost nekako do 50 cm in že armaturo, tako da tukaj noter se že najde nekaj železa. In potem, če gremo dalje, imamo protitankovska gnezda, ki se v 2 velikostih, to je manjše gnezdo, ki je na Ptujskem polju in pa pri Zalanem Moru in pa seveda večja protitankovska gnezda za večje protitankovske topove, ki se nahajajo v večjem številu proti Nemčiji, ravno zaradi njihovih oklepnih enot. Tale je komplet z originalnim lesom in pažom še iz leta 40 pri Severnem Mariboru. In pa potem pridemo na nekaj, kar je bilo že v prvotnih idejah rupnikove linije iz leta 36 in 37, vendar zmanjšan do skoraj neprepoznavnosti. Njihov daljnega sorodnika tega objekta je pa tudi v Franciji in na Češkem. To so mali tipski objekti, kratko MTO. Za njih je značilno predvsem to, da je en bojni prostor, ki ima več orožij, debelina stropa je že 100 cm in ima tudi te večje zaščitne tipske linije, po katerih rupnikova linija tudi najbolj znana po teh treh strelnih linijah. Tako zgleda to do znotri, ena stojnica, ki bi jo premikal med posameznimi streljnimi položaji. Potem pridemo pa do težkih objektov. To je pa skoraj da nespremenjeno prenešeno iz Francije in Češke v Slovenijo. Zgrajeni so bili samo 4 objekti, 2 sta danes, eden je popolnoma uničen, eden je životari pri industrijski coni Rogatec ob stari cesti. Skoraj da se ga ne vidi, samo po zimi, kadar ni vegetacije, nekako prepoznamo eno ogromno kup betona. In pa pri Poljanski dolini, pri Tratah, torej naprej od Gorenje vasi proti Žirom, cesti v Žiri, sta na vsaki strani doline zrcalna objekta, zrcalna težka objekta. Torej, to bi morala biti hrbtenica rupnikove linije, ampak so bili zgrajeni samo 4 primerki, vse ostalo bilo prenosno. Tako zgleda ta prostor do znotri. Torej, na tej strani vidimo glavni mitralješki položaj, potem vidimo bočni mitralješki položaj, protitankovski položaj in potem na desni strani še proti kupoli lesu. Kaj pa je z utrdbami, torej temi podzemnimi večjimi objekti, po katerih je naprimer tudi rupnikova linija znana, v slovenščino se to prenese kot slemenska utrdba. Kar nekaj je bilo načrtovanih, vsaj 3 so začeli graditi, nobeni so dokončali, še najdlje so prišli na Golem vrhu v občini Gorenje vas Poljane. Ta je tudi danes odprt za turistični obisk, ampak težko rečemo, da je to kaj več od tega pri rupnikovi liniji, kajti nekjer druge ni do teh več objektov, nikoli tudi niso bili predani v upravo. Ta objekt je bil dobesedno zapuščeno gradbišče ob napadu na Jugoslavijo. Celotno tipologijo sta 2 naša člana do podrobnosti izpilila in jo imamo tudi obešeno na naši spletni strani, to je krpalskameja.si, kjer je vse to predstavljeno veliko bolj natančno, kot sem šel zdaj na hitro česa, tako ravno malo za občutek, po kakšnih objektih sploh bomo danes govorili. Zdaj pa po samem imenu rupnikova linija. Imamo zahodno, imamo severno in imamo tudi ostale fronte. Zdaj, sektorji so številčeni po Rapalski meji. Po pomembnosti, torej prehod Postojna Ljubljana najbolj pomemben, potem pa sledi sam prehod pri reki in potem ravno Poljanska dolina,
Gorenjska in najmanj pomembna naj bi bila Cerknica z okolico. Tam tudi je največ puščnih traviških gnezd, z tega vidika. In pa seveda ne smemo pozabiti na 6. sektor, ki se nahaja ob nemški meji. Veliko časa je ostalo samo pri tem, danes vemo, da so ti objekti v popolnoma enaki obliki se nahajali tudi v drugih mejah Jugoslavije in tudi drugje v Jugoslaviji, ne samo ob mejah. Zelo slaba italijanska fotografija vzeta iz njihovega propagandnega videa, žičnate ovire, enake tem pri Cerknici, samo da se te ovire nahajajo pri Mostarju. Drug primer imamo cestno zaporo proti oklepnim vozilom. Na desni strani se nahaja cesti Logatec-Unec-Rakek. Ob tej zapori se bomo potem še pogledali en primer, kaj se dogaja v Ljubljani. In pa na drugi strani ponovna cesta, ki preko Mostarja vodi v notranjost proti Sarajevu do Dranske obale. Torej, težko govorimo, da so bili objekti Rupnikove linije samo v Jugoslaviji in vprašanje, če potem to lahko govorimo vsem kot Rupnikove linije. Če gremo dalje, na levi strani zelo zaraščen protitankovski betoniran protitankovski jarek pri Šentilju z meji z Avstrijo in na desni strani betoniran protitankovski jarek celo z bočnim mitralješkim položajem s pravo MG zaščitno ploščo in zadnji vidimo to samostojen mitralješki objekt, ki se nahaja po Donatu, torej v Vojvodini v Srbiji. In tako dalje. Na levi strani imamo težki objekt Golega vrha, torej tisti objekt, ki je danes preurejen v turistične namene. In na desni strani enak objekt, prav tako nekje v Vojvodini, ki ni bil dokončan ob samem napadu na Jugoslavijo in ga je takole fotografirala madžarska vojska. Nobena od teh fotografij ni posneta v Sloveniji, na njej pa vidimo tako male tipske objekte, kot mitralješka gnezda in predvsem vidimo eno stvar, ki v Sloveniji nikoli ni prišla ni nikoli zaželela v pravem pomenu besede, to je kamuflaž objektov. Vidimo, da je mali tipski objekt kamufliran v neko hišo, streho, okni in vse, skoraj že fasado. Tukaj je oblečen s kamenjem, da so zaščitene vse stranice, razen tiste, kjer pač deluje posadka. V Vojvodini ponovno vidimo celo neko betonsko kamuflažno prevleko na samem objektu, pokrito tudi s travo. In pa tukaj vidimo v Vojvodini celo, da je bil povezan sistem, ne samo samostojnih objektov, ampak celo žičnimi ovirami tvorjena neka linija, ki je navzkrižno zapirala prehod pri nekem naselju. Torej, če govorimo o tipskih objektih, ki tvorijo Rupnikovo linijo, potem, če govorimo o Rupnikovo liniji, se to vsekakor nahaja na celotnem prostoru Kraljevine Jugoslavije, ne samo v Sloveniji. Celo več, v Vojvodini so šli tako daleč, da so uporabili celo pokopališče za en tak improviziran objekt. In tukaj imamo še par primerov kamuflaže, kako so bili oblečeni v seno ob železniški progi, še en primer in pa v telesnoke so bili uporabljeni. In vidimo, da so bili tudi ustrezno zasuti, torej nekaj, kar v Sloveniji nikoli niso bili. Dejansko je sam objekt zakrit do višine strelnih plin in s tem tudi zaščiten. Kaj pa je Italija vedela o jugoslovanskem utrjevanju pred samim napadom leta 1941? Ogromno. To so vse ve iz arhivov, tudi teh v Ljubljani, predvsem pa tistih v Italiji, da so preko vohunjenja in aktivnega opazovanja ob sami meji zagotovo vedeli, zdaj se upam trditi, da že celo več kot 80% vseh objektov, pa cestnih ovir, in pa Italiji uspe že pred napadom na Jugoslavijo pridobiti celo originalno dokumentacijo same tipologije obrambenih del. Torej, imeli so nekoga, tako kot Nemci, v samem štabu utrjevanja, ki je te dokumente predajal njihovim obveščevalnim službam. Na takšni natančnosti so bili izrisani pregledni zemljevidi Rupnikove linije pred napadom na Jugoslavijo
Vidimo slivnice, vse to se je razgrnilo na posojnem papirju preko njihovih topografskih kart Merino 1:15,000. Vidimo slivnica, vrhovo, nekako prvo linijo, kjer so bili poljski položaji, potem drugo linijo, kjer so bili že potem utrjeni položaji poljske fortifikacije in vsaka ta puščica je en majhen ali puško-mitralješki ali pa mitralješki objekt. Po drugi strani je pa ravno to aktivno opazovanje same rapalske meje pomenilo, da so Italijani imeli vse to praktično poslikano že v fazi gradnje. Tukaj imamo en primer fotografskega gradiva iz Grmade, oziroma planinske gore nad planino pri Rakeku. Fotografija je narejena v smeri proti slivnici, kar pokaže potem tudi tale zemljevid. Slivnica je oddaljena 14 km iz točke fotografa. Tole je računalniški render, prikaz pobočij slivnice, nekako, kjer se vidi protitankovski jarek med Cerknico in Rakekom in pa nekako 3 do 4 linije puško-mitraljeških gnezd na pobočju slivnic, kako se oblikuje. In pa seveda od Cerknice proti vrhu gradišča, predvrh grebena pri slivnici, tam so bile tudi vse protitankovske ovire. Naprimer, se tole tako vidi na fotografiji, tale bela črta, dolga bela črta je skoraj 5 km dolg neprekinjen protitankovski jarek, ki se ga na liderju vidi takole. V resnici je pa danes povsem zaraščen s nekovim gozdom in je skoraj nemogoče fotografirati. In pa na tem pobočju, nekako, če poznate slučajno, kje je dom starejših v Cerknici, vse tukaj gor do približno tele točke, kjer je gradišče, se vidi pas betonskih protitankovskih ovir. Kajti pobočja slivnice so bila takrat polnoma popolnoma. 14 km, tale 11 km oddaljena od stojišča, torej vidimo, kje se pas protitankovskih ovir zaključi. Tole je arheološko najdišče gradišče. In vse te črne vertikalne črte označujejo gradbišča bodočih rupnikovih objektov. Gre za kombinacijo mitraljeških in puško-mitraljeških gnezd in na ta način se vidi, da v bistvu Jugoslavija ni česar aktivno skrivala in Italijani so pač to samo popisovali, kaj se tam gradi. In s tem imeli seveda tudi vse potniške cilje že naprej pripravljene in izračunane. 14 km stran se na tik pod vrhom slivnice vidi takole puško-mitralješko gnezdo, poznamo ga po tej bočni liniji. Enako kot tega, kar smo videli prej na fotografiji. Skratka, to je 14 km stran, vidi se, kako je narejen skok, kako je sezidan objekt, do kjer višine bo zasut in seveda v napadu na Jugoslavijo ni bilo nič, kar bo kamuflirano. Torej, zgodi se vojna, intenzivni boj poteka na severni fronti, medtem ko na zahodni fronti proti Italiji. Italija čaka, izvaja se tako imenovane bitke iz Vidnic, ki so tudi rečno dobro dokumentirane v spomini vernikov, kako so Italijani tipali jugoslovansko obrambo, bili so vedno odbiti in v bistvu so čakali svojim napadom in dejansko se Italijani premaknejo preko rapalske meje, ko vojska že dobi ukaz o umiku iz Slovenije. Torej, sama rupnikova linija na zahodni fronti ni prišla do izraza, na severni fronti pa zelo, to je že druga tema, tako povezavi z Nemčijo, ne z Italijo, tako da vse ta fotografija je tukaj namenoma, gre za center Logatca, ki je takole bil okrašen aprila 41 z italijanskimi trebovnicami. Ena stvar je jugoslovanska vojska v Sloveniji zelo dobro izvedla in to je miniranje vseh prometnic in seveda vseh pomembnejših mostov. Eden izmed njih je bil tudi Borovniški viadukt. Na levi strani vidimo, kako ga je, v kakšnem stanju je bil od začetku vojne in bo potem poleti 1941, ko Italija že vzpostavi začasno konstrukcijo, preko katere so vzpostavili promet med Ljubljano in Ljubljano postoj. Podobno se je dogajalo praktično povsod ob rapalski meji, tako lahko rečemo, da so minerske službe izvrstno opravili svoje delo. Celo na mostu pri dvorcu Hošberg, torej rdeča črta označuje rapalsko mejo,
dejansko se most nahaja meter za mejo, ampak tudi na tem mostu so najdeli razstrelivo. To kaže ta skica iz arhiva v Ljubljani. In dejansko je imel most zelo veliko srečo, da ni bil uničen, zato je danes kulturna dediščina. Drugi most na Planinskem polju ni imel te sreče, tisti proti Lazam, in je mogel biti obnovljen potem med vojno, ampak itak je tam zdaj novogradnja na 3-4 leta stara. To je taka zanimiva zgodba, kako je sploh ta most preživel drugo svetovno vojno. Samo območje proučevanja, kje se sploh zgodi uničevanje Rupnikove linije v Sloveniji, je omejeno na Ljubljansko pokrajino ob Rapalski meji. Torej, samo Ljubljansko pokrajino zasedajo druge divizije, to so Soča in Unigranatjeri, ne vem kaj vse, to ni predmet današnjega predavanja. Pomembno je, da tole mejno cono z namenom zasedajo italijanske mejne enote, GAF, Guardia della Frontiera, ki je prej bila posadka njihovih utrdb Alpskega zidu in njim so dali to območje v sami Rapalski meji. In oni so bili tisti, ki so se ukvarjali z vsemi temi rdečimi pikicami. Vsaka rdeča pikica je en objekt Rupnikove linije na tem območju. Njihove aktivnosti so bile v glavnem izvedene v letu 1941 in 1942, skoraj nič se ne najde, da bi bilo leta 1943, torej so v letu in pol zelo dobro izvedli svoje delo. Enote, ki so izvajale uničevanje, so tiste, ki so navedene na desni strani, torej vse pripadajo tem mejni straži. In Italijani so imeli kar nekaj korakov, kako najprej sploh preučiti Rupnikove linije. Dejansko so bili poleg Nemcev prvi, ki so se ukvarjali z raziskovanjem Rupnikove linije. Moram reči, da ko pogledaš tistih skoraj 500 do 800 listov, ki je danes ohranjenih, si reče, da so izvrstno pravili svoje delo. To je primer dokumenta, ki je bil odtujen že pred napadom na Jugoslavijo in v njemu se lepo vidi odsek za utvrđivanje, številka 5, torej cerkvica. Vse to so Italijani že pobrali in v njemu se lepo vidi pasivne ovire s temi črtami, torej protitankovske ovire ali žične ovire, in potem krogci prikazujejo, kje na jugoslovanskem načrtu, kje so sproti risali, kje gradijo kakšne objekte. To so Italijani imeli že pred samim napadom. Po napadu so prišli tudi do tipologije v srbskem jeziku. Tukaj vidimo, da gre za tip MT14, gornji spad, dolni spad. Vidimo celo skico tega težkega objekta, ki ni bil nikoli zgrajen. Ampak tukaj vidimo vso to tipologijo, to je približno 30 strani tega. In pa kar je za Italijane bilo zelo uporabljeno pri nadaljnjih odločitvah, tudi vsi zaščitni železni elementi, vključno z merami, vključno s težo in v katerih delih utrdbe so vgrajeni, na kakšen način so taknjeni noter in kje se nahajajo. In vse to so potem uporabili pri izračunih, koliko železa lahko iz Rupnikove linije pobere. Italijanski popis po drugi svetovni vojni po napadu na Jugoslavijo se krepko razlikuje od tistega pred napadom na Jugoslavijo. Vsak list se nekako začne s tem, kjere topografske karte merila 25.000 potrebuješ za pregledovanje in potem lepo tale poslovni list prekriješ preko tistega lista in vidiš natančne lokacije posameznih objektov. Tukaj vidimo, da so jih tudi številčili po vrstnem redu in vidimo, da gre za protitankovski 47/2 MT7. Skratka, za vsak objekt so že oni uporabljali ne svoje izraze, ampak dejansko srbske izraze, srbske kratice in so potem tudi vodili svojo evidenco. To je bil prvi korak. Naslednji korak je bil to, da so na terenu preverili vse to in so še enkrat popisali in razdelili vso mejno cono, vso zasedbeno mejno cono v sektorje. Tukaj vidimo cona Nitrata, Rote, Praprat na Brdo in tako dalje enka. Od Petkovca do Gradišča je dvojka in potem tudi vidimo, da imajo ustrezno potem po tisočih številke te objekti in to nekako zgleda tako. Tip
oborožitev, ime in pa koordinata, ki izhaja iz tistega lista topografske karte in še potem ena velika pregledna karta, ki je bila narejena avgusta leta 1941. Torej, rabili so približno 3 mesece za popolnoma temeljit opis, ko smo pri nas v društvu nas je 6 delali, to je primer 5-6 let. Oni so to naredili z malo večjo maso ljudi. In potem gremo dalje v tiskanih izdajah knjig, ki so v arhivu, kjer imamo, ne glede, da so to tipski, popolnoma enaki objekti v tisočih, imamo za vsakega potem zraven še kloris, smer, v katero smer je obrnen objekt in seveda v katero smer je pokril, imel svoj strojni položaj. Ne samo to, imamo tudi primer pasivnih objekt, torej bodeča žica, svinjskimi repi, utapljenimi v betonske temelje, ki se nahaja približno pri tej lokaciji in potem je vse koordinate začetka, kjer potem zavije za kakšno pot in to, da lahko vsak nariše počrtno zemljevidu po njihovih podatkih. Torej, njihov popis je bil res temeljit in vse to so potem uporabili zato, da so prišli na naslednje 3 korake, sicer eksperimentiranje, uničenje pa poročanje. Nekako v Rupniku velini Italijanih krožijo informacije, zavedanje, vedenje, da so to Italijani delali zato, ker jih je zanimalo, koliko je Rupniku velinija kvalitetno grajena, na kaj bi naleteli, če bi se Jugoslavija resnično odprla in nekako šli testirati, ali je boljša od njihovega alpskega zidu. Ja in ne, vsekakor so v testiranje šli, ampak ni bil to glavni razlog, zakaj se je potem zgodilo tudi uničenje. Oblikujeta se 2 skupini, ki sta bile na terenu. Prva skupina so ocenjevalci. Veliko veselje mi je, da za te fotografije naravite zelo daleč hranijo v fototeki muzeja Emštuk pod nami. Tako da to je treba priznati, da vse fotografije, ki jih boste videli na temu pa naslednjem, so tukaj. So pa izvorno italijanske, so jih Italijani sami poslikali, naredili z namenom, kako so oni pač to izvedli ta test. Kot vidimo, gre za objekt, zaščitno ploščo, ustrezno označen, da so potem v njega streljali s podjetnakovskim topom. Ob strani vidimo, da je bil tudi zaščiten, torej imamo lepo koridor, da pač ne leti vse naokrog. In pa so jih potem tudi označili, kjer je objekti. Ta skupina je označila z napisom za uničenje in tako so potem te objekti čakali na svoj konec. V praksi je potem izgledalo tako, da so prišli, ocenili škodo, opisali, kam vse so zadeli s podjetnakovskim topom in seveda najbolj jih je zanimala obstojnost zaščitnih elementov, ki se ni izkazala zravno najboljša, še celo več, če si zadev med ploščo in betonom, je v bistvu izruval celo ploščo ven, pri tem pa naredil tako škodo notranjosti, da bi definitivno bil vsakega, ki je bil noter, ne pa zaščiten. In temu primerno se tudi vidi na tej sredinskih fotografiji, da je zadetek sicer topniške granate, plošča popolnoma zvil, razreščil in ni bil pravi svoj. Skratka, to je bila ta prva skupina. In zakaj je bilo pomembno, da je ta prva skupina opravila svoje delo? Smo po leti 1941, vse to je bil še čas, ko Italija gradi še svoj obrambni zid, in takole potem še, jaz pričem še tale slajd je vmes, se vidi, kako so bili objekti lepo pripravljeni na obstreljevanje od daleč, torej stopniško obstreljevanje, kaj se je zgodilo z vso to armaturo, ploščami, kako so v bistvu zaradi vibracije vse skupaj dol popadali. In pa tole je meni ljub objekt zaradi tega, ker tole je tik pod vrhom slivnice, mali tipski objekt, od katerega je danes samo še gradbena jama, kajti prišla je na druga skupina, kateri bomo pa malo povedali. Ja, leta 1941 in 1942 Italijani še vedno gradijo svoj alpski zid in te izkušnje, ki so jih dobili pri uničevanju Rupnikove linije, so najverjetneje želeli prenesti tudi na svoje utrdbe.
da bi odpravili neke pomanjkljivosti. Tele fotografije so z območja Rateč, torej Trbiški trikotnik ob jugoslovanski meji. In Italija je tam še v letu 1942 gradila utrdbe, tudi ob Rapalski meji, ob Ljubljanski pokrajini, je gradila utrdbe in vse to so Nemci oddali seveda fotografirali, ker njim je bilo najmanj všeč, da zaveznica gradi na njihovi meji utrdbe. Druga skupina, ne morem reči drugače kot nabiralci železa, to je bilo njihov glavni cilj. Misija je bila pa zelo preprosta, kako najceneje in najhitreje pridobiti železo iz jugoslovanskih objektov. Pika, konc. Plus točke, ja, uničenje objektov proti Italiji, seveda super, ker vsaka sila, ki bi se obrnila, vsaka država, ki bi prišla proti Italiji, teh objektov ne bi mogla uporabljati za svoje delovanje. Ampak pri nas je bilo pa kako dobiti železo. 10. maja 1941, torej govorimo o praktično, so se Nemci še vedno borili na Balkanu v Grčiji in so Italijani že izvedli test, kako najbolj efektivno pridobiti 5850 kg železa iz protitankovskega gnezda tipa 37. Zato so uporabili 10 vojakov in uporabili 4 metode. Prva metoda je zahtevala 200 ročno delo, gleto in kladivo, 10 vojakov in greš. In opažanje je izredno počasno, veliko poškodb orodja. Ocene ni bilo. Druga metoda je bila pneumatsko kladivo. Torej za polovico so že, več kot polovico so prepolovili čas, ampak so prišli na 570 porabljenih litrov goriva, oziroma 3420 litr v takratnem denarju. In seveda temu primerno je opažanje hitrejše, ampak no-go je preveliko uporabno gorivo. Tretja metoda, ročno delo na eksploziv, 65 ur, 7 kg TNT-ja 51 vžigalnikov, 60 metrov vrtnice, dober rezultat, ampak počasno delo predvsem zato, ker se morate ukvarjati z vsem tem uničenjem, ki ga povzroči eksplozija. Četrta metoda je bila mešanca pneumatskega kladiva in eksploziva. 15 ur, 20 litrov, oziroma 120 litrov stroška, 7 kg, 51 vžigalnikov, 60 metrov vrvice in pa seveda, to je pa ta opaska, da je kladivo obratovalo samo 90 minut napram 200 uram, napram 85 uram druge metode. Ugotovljeno je bilo, da je treba uporabiti električni tokokrog, ker sočasna eksplozija z vseh 51 vžigalnikov povzroči medsebojno kodiranje teh sil v notranjost objekta in zaradi tega se betonska plošča dobesedno v koščke razdrobi. In v bistvu edino, kar je bilo treba še ekonomsko ugotoviti, je bilo ali uporabljati električni tokokrog ali tonacijski tokokrog, zaradi tega, ker to pomeni prihranjanje pri vžigalni vrvici. Ljudje, nisem iz tega foha, ampak nekako v to smer se nadaljujejo italijanske ugotovitve. In seveda je bila izbrana četrta metoda za vse objekte v Rudnikovi liniji. Vidimo, da so na eno ekipo je prišlo 10 vojakov in skupaj je potem to prišlo z električnim tokokrogom 360 lir, ker ne rabite vžigalne vrvice, če pa uporabljate še vžigalne vrvice, pridemo pa, da za en objekt porabimo 431 lir. Kontra pa dobimo železo. In sicer do 1. julija 1941 je samo 8. bataljon zbral 122.208 kg železa za ponovno uporabo in pa 340.000 kg odpadnega železa. In definitivno Rudnikova linija v Dalmaciji, pri Albaniji in ob Rapalski meji v Ljubljanski pokrajini za Italijane postane rudnik železa. Primer malega tipskega objekta pri Logatcu, ki ga Jugoslavija še ni zabetonirala, zaradi tega so tukaj samo tele gradbene palce pobrali in so imeli železo zagotovljeno, ampak približno vidimo, kaj je bil cilj, vso to kletko pobrati ven, betonno pustiti na licu mesta. In tako dalje, vidimo, da tukaj ni šlo samo za gradbeno železo, vse so popisali, s tem so ga povezali tudi nagrade, ampak vidimo, da imamo
železna plošča, jeklena plošča, potem koliko svinjskih hrepov je bilo pobrani, koliko kolutov žice je bilo pobrano. Na koncu pridemo od tega, da je bilo pobrani 1300 svinjskih hrepov samo pri ložu in seveda kilo na kilo in se sešteva in Italija ima železo. Kako je to v praksi izgledalo? Tole je pri Grahovem mitralješki objekt. Iz prereza vidimo, kako je bila vsa ta konstrukcija narejena in koliko so bili prefinjeni pri pobiranju železa ven. Kajti ta objekt danes izgleda takole. Ni bilo potrebno niti, da so popolnoma uničili celotni ves beton, objekt še zdaj stoji, ampak samo notranjo armaturo so v celoti pobrali za njega. Uničili se niso izognili niti pasivne ovire. Tukaj vidimo Logatec, Prezic, Stari trg, Grahovo, koliko železa je bilo pobranih iz teh pasivnih ovir, torej bodeče žice, pa svinjskih hrepov, pa raznih zapor. Tudi tistih, ki smo videli na fotografiji, ki se je dvigovala in zapirala. In tukaj vidimo Grahovo proti ložu ob tej glavni cesti, da je bila torej 3 zapornice proti oklepnim vozilom in te 3 zapornice so tvorile eno zaporo, kajte v sliki se vidi, da so 3 te zapornice in iz tega tudi lahko zelo dobro sklepamo, kje so bile vse te pasivne ovire postavljene. Na tistem preglednem zemljevidu, ki smo ga prej pogledali, vidimo posamezne objekte in pa tudi tip pasivnih ovir. Torej vidimo, kje so bile protitankovske ovire, samo betonske, vidimo, kje je bila mešanca železnih travers in pa kje je bila samo bodeča žica. In pri Logatcu je to uničevanje izgledalo nekako takole. Tukaj vidimo italijanske vojake med najprej odstranjevanjem bodeče žice, potem so pobrali železne traverze, potem so podpeljali še tele betonske protitankovske ovire. Naprimer, pri Cerknici in Novem ohranjala več, v kakšnih, naprimer, ob Zanem logu je še nekaj bilo, v Tržiču je še nekaj, skratka, bolj na tistih območjih, ki jih je okupirala nemška vojska, Nemci tega niso dotikali, Italijani so pa to vse. In pa seveda ne smemo pozabiti na minska polja, zopet Logatec, deaktiviranje min, vojaka za sedenje uporabljata protioklepno ploščo. Tukaj vidimo tudi v ozadju tele značilne strelne zaščitne plošče Rudnikove linije s tremi linami. In pa same detonacije na Logaškem polju. Tukaj je Logaščica, vodotok, tukaj desno nekje zdaj tečemo na smoček, tukaj je Špar, tukaj pa razminiranje minsko polje. In zdaj pridemo do teh protitankovskih teh zapor, ki smo jih že na začetku na fotografiji videli. Nahaja se ob stari cesti, oziroma cesti Logatec-Lazar, v tem rodinku. In zanimivo je predvsem zato, ker imamo ohranjeno tudi italijansko poročilo pri samem napadu na Jugoslavijo. Torej, tole je fotografija italijanskih vojakov, preden so jo zapornico v celoti odstranili enkrat poleti, pred poletjem, najverjetno maja 1941. Ampak 19. aprila v zapori poroča divizija Ravenna, da je, torej, tukaj se nekako nahaja tale zapornica, torej za tem ovinkom je smer proti Italiji oziroma Rakiku in celoten del desno je bil miniran, vse to so oni pustili pri miru, niso odstranili, ampak so uredili obvoz skozi čez ta hribček na desni strani. Na to so upozorili vse zaledne enote, da pač svetujejo dodatno previdnost, se okolica še nečiščena in potem se je to lepo odstranilo takole. Še zadnja fotografija, preden je zapornica v celoti odšla. Takole pa to izgleda na informativni tabli, ki smo jo postavili skupaj, oziroma pri kateri smo sodelovali, postavili so jo v občini Železniki, kjer imamo tudi sliko te zapore in pa, shemo te zapore in pa sliko iz časa pred drugo svetovno vojno. Zapore na tem mestu. Vidimo, da so tipske, bile so celo premostari popolnoma enake. Torej, leto in pol, enote so takole objekte najprej odkopale, kjer so bili zasuti,
potem so jih malo potolkali. Tukaj je sicer pozirali z vsem tem orodjem, ampak pneumatika sledilo je pa razstrelitev in odnašanje železa. Najbolj zanimiva zgodba z najtežjimi eksponati je seveda iz Logatca, iz tistih dveh objektov, težkih objektov, ki sem jih omenil na začetku. Gre za edina dva zvonova, ki smo jugoslovanske proizvodne, narejena, zasnovana, narejena in plačana, račun je bil zdaj naredno, če sta plačana, na Jesenicah. Prvi prototip je počel po sredini, potem so še enkrat tulili in naredili ta dva zvonova. Tukaj imamo fotografijo, ki je bila objavljena v knjigi Rupnikova črta v letu 2004 od Habermana in je v bistvu najdel fotografije njene montaže zvonov v ta objekt. Tukaj nekako se zdaj peljete skozi industrijsko cono pred Napoleonovim drevoredom in tako vidimo, kako so potem ta dva zvonova dali v ta objekt, ki še zdaj stoji. Vidimo, da je tukaj bilo tudi eno res oran veliko dvigalo, podvig in približno 2 leti kasneje pridejo Italijani in ta objekt poberejo vso železo, najprej pozirajo pri zvonu in ta zvon, ki smo ga prej videli, kako so ga montirali, se ga potem tudi takole odmontirali s pomočjo eksploziva, potem se je pač povekal, da je odpeljalo za pretopitnika. In tako imamo teden za tednom poročilo, vsaka enota, vsaka ekipa je predložila, kjer objekte je v katerem tednu uničila. Torej, tukaj imamo karto vseh objektov in 41. delovna enota je uničila ta objekta, tretja stopnja Topniča je ta objekta rukana in tako dalje. To imamo za leto in pol, za vsak objekt vemo, v katerem tednu je praktično uničen in pa koliko železa je bil pobrano. Skupaj v letu 41, torej juni-december, brez leta 42, vidimo, da so skupaj uničili 1189 objektov. Volumen betona je 28,000 kubikov, skupaj gre za 1388 kilogramov in potem vidimo za železa, torej tukaj vidimo, da so pobrali v kilogramih 2 milijona 900, skratka, ja, pač to je tudi. In pa seveda, koliko delovnih dni so porabili, pa koliko eksploziva. Torej, vse to je zabeleženo v preglednih tabelah in na koncu pridemo še do plačila. Najprej so rekli 0,10 lire na uro, za primerjavo, koliko je bil človek vreden, en liter goriva, da bi takrat 6 lir. Zelo malo se oblikujejo različne postavke za vojake počasnike in nekako skupni stroški v letu 41 znašajo med 80 in 120 tisoč lirami na mesec, pa če damo zraven, da so skupaj pobrali koliko 180 tisoč kilogramov železa samo v enem mesecu, vidimo, da je pač ta strošek Italije z vsem plačala. Tukaj vidimo tudi eno pneumatsko mehanizacijo z vojaki pri Logatcu. Torej, ostanki danes. V najboljšem primeru vidimo to, kar je tole. Torej, odstranili so zaščitno ploščo in v tem objektu presenetljivo pustili še kar nekaj železa. Taka zanimiva delovna teorija, ko pohodaš 500-600 objektov na območju Cerknice, vidiš, da je zelo zanimivo, da so Italijani pustili en puško mitralješki, en PMG, en MG, po vsak tip so puščali pa en objekt, kot da bi naredili tak mini park, nekove linije, vse, kar se pa ponavljalo, so povničali. Tako zgleda mali tipski objekt pri Cerknici, vidimo, da vse, kar je bilo železnega, je izrubano, medtem ko sam objekt stoji. Drugi objekti niso imeli te sreče, to je vse, kar je ostalo enega ogromnega malega tipskega objekta sredi menišijskih gozdov, nekaj železa zaostalo. Če ne bi bilo tega, ne bi niti vedeli, da je bilo tam nekako tega. Marsikateri objekti, sploh mitralješka gnezda ali puška mitralješka gnezda, v njih vidimo še celo gradben pesek, kajti vsi te objekti, katere ostanke vidimo tukaj,
bili dokončani in jih je največkrat so jih samo pobrali, kar je bilo pri linah, ostalo pa uničen šir. Zelo veliko objektov se vidi, da je bilo tudi zažganih. V arhivih se nekaj omenja, da je bila to najprej metoda, da bi lahko na ta način prišparali eksploziv, če bi pa zažgala, pa so na koncu ugotovili, da je poraba goriva prevelika. Približno 90% objektov tega območja, kjer so te enote delovale, pa danes gleda nekako tako. Torej, tak je to Letona in ena velika gradbena jama. Kjer je bilo železo? Kjer ga ni bilo, so pač potopili, kar je bilo vrednega. To je puško-metodečni objekt. Tukaj nam je ilustralni položaj, spalnica, vhod v pokriti hodnik. Vidi se, kako je bila gradbena jama narejena. In to je eden izmed tistih objektov, ki smo jih videli v ovih prvih slikah pobočja Slivnice. Danes je vse to pod gozdom zapuščeno in shvarjeno postopno. Zaključek, nič njih je praktično vse, poleg objektov strani tudi vse ovire. In pa tisto, kar je bilo 2-3 leta nazaj glavno vodilo, tudi malo te raziskave, testiranje kvalitete in odpornosti ni bila neka prioriteta. Približno 12 do 15 objektov je v arhivih najdenih, da so bili testirani, vse ostalo je bilo uničeno zaradi železa. Tako da, hvala. Zdaj pa, če ima kdo karkoli zaprašati z veseljem, prosim biti malo krajši. Če lahko vprašam, koliko je stala celotna ta gradba od vseh teh utrt, recimo, ne vem, računa na današnje, če veste, kaj se hočem vprašati? Ja, vem, kaj hočem vprašati. To je, kako bi rekel, rahlo nehvaležen odgovor bom podal. Zaradi tega, ker te številke so podane v ravno te knjigi, ki sem jih prej omenil, Rupnikova črta in ostale jugoslovanske obrambne stvari od Haberna, ampak tudi on v njih povzema finančne ocene, koliko bi stala gradnja po tem načrtu. In potem reče, za leto 39 so planirali toliko in toliko denarja, za leto 40 toliko in toliko denarja. Seveda v dinarjih, potem to treba to preračunati, ampak treba se zavedati, da to ni to, koliko je res stalo, ker te načrti so se skozi spreminjali, objekte so skozi manjšali, spreminjali dimenzije in vse, tako da karkoli bi tukaj, tudi tista knjiga ne poda realne ocene, realnega stanja, prečemo oceno, koliko je bilo vloženega. Da pa zelo dobro primerjava, koliko je bilo to napram vojaškemu proračunu in se vidi, da gradna Rupnikove linije Jugoslavije ni finančno pretirano obremenjevala, ker je bil proračun vojske neprimerno višji od vseh teh ocen. Torej, nekako je neprimerno manj stala, kot je Mažinojeva linija za Francoze ali pa Češka trga za Čehe. Italijani, na primer, so na eno zaporo zapravili primerljivo v evrih 8 do 20 milijonov. Zapor je bilo po Sloveniji približno 20. Samo gre za neprimerno večje, kompleksnejše objekte, torej tukaj gre za manjšo sliko. Moje vprašanje je, koliko teh objektov, ki še stojijo, je vpisanih v register kulturne dediščine in ali mislite, da je bilo dobro bolj celovito obdelati stališča ohranjanja od dediščinskih objektov? Kar nekaj teh objektov je opisanih v register kulturne dediščine, eden je celo razglašen za spomenik lokalnega pomena. To je ravno Goli vrh občine Gori spomene. Upisani so pa tako ne po nekem ključu, bolj kot niso sistematsko upisani, niti pregledani. En tak primer so na primer objekt Mitraleška gnezda na samem Vrtitovcu, ki imamo upis, da gre za Slemensko trgle, čeprav so čisto navadni Mitraleška. Po naključju se nahaja na Slemenu, to je pa vse, kar je Slemenske trgle.
Ja, vsekakor se te objekti zaslužijo večjo pozornost na območju, ki ga je okupirala Nemčija. Nemčija je prav tako kot Italijani vse to popisala, ni ostalo samo pri tabelah, pa zemljevidih, ampak so izdali knjigo. Oni so za vsako državo, ko so jo zavzeli, izdali Denkschrift, kot temeljni popis vojaških objektov te države, obstaja za Bolgarijo, za Francijo, za Jugoslavijo, tudi za Italijo, potem po letu 1943, Jevnotrapski zid, do Rusije, skratka, za vsako državo se to ve. In oni, predvsem pa oni niso uničevali teh objektov. Niti pri Tratah, tam, ker sta druga dva težka objekta, bi jih lahko komod, bi bilo čudovita ideja, če bi jih nekako prezentirali in potem tudi uporabljali v kakšne turistične namene. Ravno kar je pa v bistvu območna enota Maribor opisuje celotno šentilsko zaporo, vključno s protitankovskimi ovirami in objekti v registru Podunajdeši, ampak samo v registr, kaj bomo potem dalje, pa v občinskem nivoju. Hvala. Če ni nobenega vprašanja več, kakšno vprašanje? Potem bi se predavatelju zahvalil za poporovno odlično predavanje in dobrodošli še kdaj v teh prostorih, na kakšnem osrednjem večeru, s kakšnimi novimi spoznanji in znanji. Ja. Vsem vam pa hvala za pozornost, za diskusijo, lepo, da smo se navali, da se pogovarjamo. Povabljeni, če 14 dni 1. marca, dr. Miran Ledino